V današnjem evangeljskem odlomku najdemo priliko o delavcih, poklicani za en dan, ki jo pripoveduje Jezus, da bi z njo sporočil dva vidika Božjega kraljestva. Prvi je, da Bog hoče poklicati vse na delo za svoje kraljestvo. In drugi, da hoče na koncu dati vsem isto plačilo, to je zveličanje, večno življenje. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor pred molitvijo angelovega češčenja z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. nedeljo med letom. Il padrone di una vigna che rappresenta Dio esce all'alba e ingaggia un gruppo di lavoratori. Gospodar vinograda, ki predstavlja Boga, gre ob zori ven in najame skupino delavcev. Z njimi se dogovori, da bo plačal en denarij za en dan, torej pravično plačilo. Ven gre tudi ob naslednjih urah, vse do poznega popoldneva, da bi najel še druge delavce, ki jih najde brezposelne. Ob koncu dneva gospodar ukaže, da se da en denarij vsem, tudi tistim, ki so delali le nekaj ur. Jasno je, da so se delavci, ki so bili najeti prvi, začeli pritoževati, saj so videli, da so plačani na isti način kot tisti, ki so manj delali. Gospodar pa jih spomni, da so prejeli tisto, za kar so se dogovorili. Če pa on hoče biti velikodušen z drugimi, tega ne smejo zavidati. V resnici ima ta tako imenovana gospodarjeva krivica namen izzvati v tistem, ki posluša priliko, preskok nivoja, saj Jezus ne želi govoriti o problemu dela in pravičnem plačilu, temveč o Božjem kraljestvu. Sporočilo je namreč tole: v nebeškem kraljestvu ni brezposelnih, vsi so poklicani, da naredijo svoj del in za vse bo na koncu plačilo, ki izhaja iz Božje, na našo srečo ne iz človeške pravičnosti, torej zveličanje, ki nam ga je Jezus Kristus pridobil svojo smrtjo in stajenjem. Zveličanje, ki ni zasluženo, ampak podarjeno. Zveličanje je zastonsko,